spoštovani krajani, krajanke Brusniške doline in pa Mokrega polja ter ostale okolice in vsi prisotni, ki ste danes se udeležili našega protestnega shoda, kateri je namenjen proti Cerovdu oziroma mestni občini Novo mesto, ki ne upošteva naše argumente, ki se že več let ubadamo s smradom, ki je čedalje bolj prisoten v naši okolici in razvrednoti naše okolje, ter ima velik vpliv na okolje in pa na samo prebivalstvo. Zaradi nezadovoljstva smo se danes zbrali tukaj in pa tudi neupoštevanje oziroma realizacija sporazumov, ki so bili podpisani s strani mestne občine Novo mesto in pa krajevne skupnosti Brusnice leta 1999, ko je šlo za širitev deponije, in pa leta 2004, kjer je bil podpisan aneks k dograditvi še preostale infrastrukture, ki ni bila izvedena. To je pa cesta skozi Brusnice proti Gaberju, križišče pri gostilni Volko in pa sama cesta proti Leskovcu, kar si je v letošnjem letu tudi zaključila. Tako da vsled tega zahtevamo, da se zadeva realizira se strani mestne občine kot največjega lastnika, da se realizirajo sporazumi in pa da se ukine oziroma zmanjša smrad, ki je verjetno posledica tega, da se vozi blato iz novomeške Krke in pa ni pravilno sortiran. Namestili so tudi nekakšno čistilno napravo, ki pa ni kos tej količini blata oziroma vode, ki se zbira na sami deponiji, pripeljana od drugod oziroma od deževnice. Tukaj bi bilo zaenkrat, ostalo bomo pa še pozneje s ostalimi krajani in pa izjave še civilne iniciative Mokrega polja. Hvala. Da se danes tukaj zberemo in s tem protestom pokažemo širši javnosti, da to nam ne odgovarja in da se ne bomo več strinjali s tem in bomo naredili vse, da se ta smrad prekine. Tako je, tako je. Bravo! Skratka, glavni cilj je ta, da smo se zbrali zaradi tega smrada, da enkrat za vselej se naredi tisto, kar bi se že zdavnaj moglo, se pravi, da ne bo več smrdelo, ne samo v Brusnicah, ampak tudi v okoliških krajih. Včasih na Mokrem polju pred 15 leti ni smrdelo, dole se bodole tudi ni smrdelo, zdaj smrdi povsod. Tako da temu bomo napravili konec, če ne bo tudi dosti, bomo razširili stvar tudi v bodoče ali po bližnji prihodnosti na zapravo dovoza smeti na deponijo. Da bi bili obveščeni o dejanskem stanju, nas lahko tudi zavajajo. Dejstvo je, da občasno so nas zavajali. Čistilna naprava, ki je nabavljena, sploh pa celo nadbažnja, za kar je porabnih še je 10 milijonov evropskih sredstev, pa ni pravilno tem izmerna in ne ustreza in ne absorbira tega blata, ki se vozi iz raznih čistilnih naprav. Jaz bi pozdravil vse v imenu civilne iniciative za čisto okolje in zdravo življenje. Kot veste, smo se organizirali 2011, ko je stanje radno nevzdržno. Smrad je udaril tudi v naš konc po celi dolini, tako da je bil edini ukrep, da stopimo tem falotom, kot je že moj predhodnik povedal na prste, da se organiziramo in se dobimo takole in bi vse pohvalo, ki so prišli podpreti to prizadevanje za izboljšanje stanja, kakšnega imamo. Zdaj, v grobem je točke že to vse to povedal, jaz bi podaril, da je ta deponija ratala nekako komercialna za celo Slovenijo. Ker mi imamo zaposlene v Cerovdu komercialiste, ki hodijo po Sloveniji in smeti in razne odpad pridobivajo, da ga deponirajo tukaj gor in seveda ozadju je spet kapital. Tako je pred leti
že star direktor organiziral prevoz smeti iz raznih koncev za našo deponijo, ker je to smo nekako že z našim delovanjem in seveda v podpori vseh krajanov in občanov nekako preprečili. So se zdaj umislili novo zgodbo in to je blato iz čistilnih naprav, ki je ravno tako vozil iz cele Slovenije. Za ta, bi rekel, za to predelavo, odnosno deponiranje tega blata iz čistilnih naprav, jaz ne vem, če ste seznanjeni tega blata, dnevno pripravljajo od 20 do 30, včasih tudi več, to na dan. Zato je bil narejen projekt Bakom imenovan, ki je neki proces, bi rekel, bolj na kemični varianti, da se to meša s pepelom, ta blato se zatrdi in to naj bi bila tudi neka sanitarna prekrivka, ki jo v OVD-ju tudi obravnavajo. Nasplošno ne vem, kako deponija vpliva na naše zdravje. In tudi zato sem član iniciative, ker ne zaupam ljudem, ki danes to deponijo vodijo. In ne zaupam tudi državi, ki ne izvaja nadzora nad delovanjem te deponije. Če iz mokrega polja, ponosna babica svojih vnukov in ne hotela, da bi oni naše grehe trpeli svojim življenjem. Hvala lepa. Deponije kričite ali tih deponij, če ne smedina, ki nima upravno stavo. Zdravo. Če bi upravno stavo, mogoče direktori na deponiji, je mogoče preveč različno. Mislim, da je v delu, bomo vse. Ampak oni se bomo 10 km stane. Ker se pa dece je kriča. Je tudi osnovna šola Brusnice, namreč jaz, če bi bil jaz ravnatelj, ne bi pustil, da se ta šola v takem okolju. Z Markom bi sem rekel tele predstavljake Ceroda, ne pride na mesec, na en mesec na dopust na morje, pa sem pa kje, ne pride v naše kraje, jih bomo počasili, zgodovali, odzvrinili vse, pa ne ima Boga imaš kraj tako utiši lepo, ne da grejo na morje, na kamno se posod, ne pride k nam pa vide zadevo, zakaj se gre. Pa jih bomo počastili, pa malo bodo imeli dišeče obleke, pa se take stvari, ne. Hvala lepo. Tukaj je pa 10 km zračne linije stran. Lahko je tam, ker nič ne smrti. Srbo ne pride, to sedeš, da se bi predvide, da bo v krajevni skupnosti, pa ni. Ampak so šli v mesto, zato so sredopenci. Te zadeve, ki se zdaj dogajajo, je zdaj tako, kot je že to narekel, bo drugo leto boljše. Intenzivno delamo čist celo leto, lani tak čas smo začeli, intenzivno delamo čist celo leto, kar se stanja tiče, nismo prišli iz mrtve točke nikamor. In je stanje katastrofalno. Še danes zjutraj jaz nisem prišel iz morja, nadihan. Prvo, kar sem napako naredil, sem naredil to, da sem v spalnici okno odprl in nisem mogel v spalnici spati. Sem jo zaprl, ampak je bilo prekasno. In v dnevno sobi spati. To je katastrofa, katastrofa. Potem bi se zahvalil vsem, ki ste prišli danes, ki ste opogumili, ki ste daje Frajžo, predvsem pa medijem, predstavnike občin, pa se ne moram zahvaliti za drug, Zdaj pa ni tukaj, ne? Pa tudi županom ali pa predstavniki vseh občin ustanovite Ceroda, da so se odzvali našli povabilo oziroma pozivu. Se pravi, če bomo vsi delovali, je možno, da kaj dosežemo na tem nivoju. Hvala lepa.